Policisti Policijske uprave Novo mesto smo v letošnjem letu pri nezakonitem prestopu državne meje prijeli 44.600 tujcev, kateri niso izpolnjevali pogojev za prestop meje. Če primerjamo z lanskim enakim obdobjem, je bilo v lanskoletnem obdobju 9.100 takšnih tujcev. Od uvedbe mejne kontrole 21. oktobra smo na mejnih prehodih zavrnili vstop 116 osebam. Največkrat so bile osebe zavrnjene na mejnem prehodu Obrežje iz razloga, ker niso posedovali ustreznega dokumenta za prestop državne meje oziroma niso imeli potrebnega vizuma za vstop v šengenski prostor. Promet potnikov na mejnih prehodih v tem obdobju je znašal približno 1.800.000 oseb je vstopilo v državo na našem območju, največ na območju mejnega prehoda Obrežje, približno 1.100.000, na območju slovenske vasi dobrih 400.000, Metlike in Rigonc 200.000, ter ostali na območju Rigonc in pa območju Orešja in Vinice. V letošnjem letu smo policisti Policijske uprave Novo mesto obravnavali 288 oseb, katere so pomagale tujcem, da so nezakonito prestopili državno mejo. To so tako imenovani tihotapci. Najpogosteje ti tihotapci prihajajo iz območja Ukrajine, Romunije, Moldavije, Srbije, Bosne, Hrvaške, iz Slovenije pa jih je bilo samo 6. V zadnjem času opažamo, da so tihotapci vse bolj predrzni. Ne upoštevajo policijskih znakov, predrzno vozijo po avtocesti, kljub temu, da so strani policije ustrezno ustavljeni, prehitevajo po odstavnem pasu in podobno, kar je pač zahtevalo, da smo tudi že nekajkrat uporabili tudi posebna sredstva za ustavljanje motornih vozil. Ob tem bi izkoristil tudi priliko, da opozorimo ostale udeležence v cestnem prometu, če se slučajno znajdejo v taki situaciji, da upoštevajo znake policistov in ne izpostavljajo sebe za svojimi nekimi ravnanji. Od uvedbe mejne kontrole, kot sem rekel, 21.10. smo v okviru mejne kontrole ugotovili tudi 151 razpisov v tako imenovanem šengenskem informacijskem sistemu. Najpogosteje so bile iskane osebe zaradi ukrepa prepovedi vstopa v šengensko območje, nato je bilo kar nekaj zadetkov zaradi izdane odločbe o prisilni vrnitvi iz nekih drugih držav Evropske unije. V 12 primerih so bile osebe iskane strani sodišč drugih držav, ostale številke so pa v nekoliko nižjem znesku.